Lep pozdrav Laurici na drug konec sveta. Evo jaz v Salvadorju, ona na Kanarskih otokih, obe bolj na toplem. Zdravo, zdravo, kako si? Zdravo, zdravo, v redu, odlično, toplo, tako si rekla, malo imamo peska v luftu, tada kvaliteta zraka ni najboljša, ampak dobro je, sonček pa je. Kak si ti? Tudi mi, to je zanimivo, ko nisi v teh krajih, na to sploh ne pomisliš. Mi smo pa v državi vulkanov, ne? Mislim, da je Salvador na celem svetu najbolj posejan z vulkani in je ravno tako ogromno tega vulkanskega praha. Veš, tako da zame, ki imam rada čisto, je to kar izziv, ker ko zvečer pobrišeš, je zjutraj polno praha. No, ampak kot ste že lahko slišali, iz najinega uvodnega pozdrava sva obe Štajerki. Laura na srečo precej mlajša od mene, 25-letna Štajerka, imava pa zraven teh korenin, odkot izvirava tudi še nekaj skupnega. Namreč obe sva se srečali z španskim jezikom, obe sva imele zelo, zelo močen motiv, zakaj se tega jezika želiva naučiti, in obe sva naključno naletele na en zelo ekspresen in učinkovit način učenja tujega jezika. Tebi je na to, mislim, da te je na to opozoril fant, da je nekje videl, boš povedala. Meni pa tudi prijateljica oziroma poslovna partnerka mi je predstavila to metodo in danes bomo govorile o jezikih, o tujini in o prednostih tujine. Si za? Sem za, kamot. Si za, okej. Torej, na kratko, mene, ker bo to objavljeno na mojem Instagramu, Too Many for Granny, mene več ali manj poznajo, tebe pa še ne, zato mogoče 3 besede, se pravi 25-letna Štajerka, vem, da si osnovno šolo končala v Sloveniji, potem si pa šla študirati v Celovec. Kaj je botrovalo tej odločitvi, da si že šla v bistvu zelo mlada v tujino, no? V bistvu je moja odločitvi... Na mejo. Ja, na mejo, ja. No, recimo, ja, je tujina pa malo Slovenije tudi, tako da, v bistvu jaz sem htela iti ful dlje, no, moja prva želja je bil Hamburg, zato ker sem se v bistvu odločila, da bi rada šla nekam, kjer se bom naučila nemško. Tako da, glej ga zlomka, ne, v bistvu je bil drugi jezik pobuda meni, da sem šla sploh kamorkoli, in druga stvar je bila to, da sem želela študirati petje. In v Celovcu je moja profesorica flaute, je bila v bistvu tista, ki je študirala v Celovcu, in me je priporočala tam ta konzervatorij in sem šla, tako na kratko, no. In je to, v bistvu zdaj pa sem... Ves čas srečevala s nemškim jezikom, ne? Tako, ja, v bistvu jaz sem šla prvo na dvojezično gimnazijo, ker nisem bila ziher, če bo zdaj to jaz furala s to nemščino pa to, pa sem šla po 2 letih na v bistvu normalno avstrijsko gimnazijo in sem pol tudi maturirala iz nemščine kot iz maternega jezika. Tako da, moram reči, da sem se spoprijemala z raznimi izzivi, kar se tega tiče, in mi je tudi zato toliko bolj zanimivo bilo izkusiti to metodologijo na lastni koži, ki je v bistvu čisto drugačna od tega, kaj imamo mi v šolskem sistemu, rečemo temu tako. Zato si me zdiš tako zanimiva sogovornica, ker jaz nimam takega globokega stika profesionalno z učenjem, ne, kot ti, ki si res študirala to, ampak vseeno boš povedala, kaj so ključne razlike med klasičnim učenjem za knjigo, kar smo mi vajeni, ne, iz šole, pa novo metodo, ki so jo obe odkrile in nama je zelo pomagala. Okej, ampak še nekaj imava skupnega, sva ugotovile v najinih klepetih. Namreč obe je mikala tujina tudi kasneje in obe sva izkoristile Erasmus, priložnost študentske izmenjave, ki je super. Jaz sicer takrat sem bila med bolj prvimi, so bili to bolj zametki. Vem, da sem bila med bolj drznimi, ki sem šla takrat na Finsko. Potem se pa to vedno bolj razvijalo in danes je res Erasmus skoraj na dlani vsakemu. Kam si šla ti, zakaj si šla, pa veš, kaj me zanima? Mnoge odvrne strošek. Če jim starši ne morejo finančno pomagati, meni niso mogli, in sem mogla pač v času tega študija izmenjave delati, da sem pokrivala tisto razliko od tega, kar ti da Erasmus, kar je bilo precej simbolično glede na stroške na Finskem. Tako da prosim par besed, da spodbudiva mlade ali pa starše otrok, da jim povedo, da je Erasmus res čudovito darilo in priložnost, ki jo enostavno moraš izkoristiti. Res je, jaz sem se v bistvu po enem zelo napornem zadnjem letniku magisterija odločila, da bi rada izkoristila to šanso in šla na Erasmus. In Tenerife so mi bile spet motivacija zaradi španščine, spet sem šla v bistvu zaradi jezika,
pa tudi zato, ker mi je bil otok zelo všeč, pa baje so imeli dobrega profesora za petje tu. Tada nisem kaj dosti razmišljala in sem pač šla. Je res, kar si rekla, kar se tiče finančne plati, verjetno odvisno od univerze, ampak tudi moja univerza mi je dala bolj simbolični prispevek, reč pa temu tak. Ampak jaz sem imela to srečo starše, ki si omenila, tada za moje, rečemo temu, prenočišče oziroma stanovanje, no, sta poskrbela starša. Za vse ostalo pa v bistvu, no, je tudi fant prišel zraven in smo par mesecev bila tu v procesu rihtanja papirov in vsega tega, ampak dejansko smo zdaj tudi oba tu zaposlena. Tada jaz sem svoj Erasmus lani izkoristila in res priporočam vsakemu, ker je neverjetna izkušnja. Jaz sem sicer imela mogoče ne čist tipično Erasmus izkušnjo, nisem, ne vem, hodila toliko vun s kolegi pa take stvari, ampak sem se res bolj fokusirala na petje, ker sem imela na koncu leta tudi magistrski izpit. Ampak je res nekaj neverjetnega, kaj ti tujina da, kaj ti jezik da, koliko ti to odpre enih perspektiv in kolikokrat moraš dejansko iti ven iz cone udobja. In vsi vemo, ne, tu je to, ki se največja rast zgodi. Tako da definitivno dajte si upati, pa idite na ta Erasmus, se splača. Si povedala, da se mi kar dlake dvigujejo, ker jaz bi dala to uzakoniti, da mora vsak pogledati v tujino. Ko se spomniš pol kasneje, ne, ko si že malo bolj zrel, v zrelih letih, tako recimo zdaj jaz, ko se spomnim, ko je pred mano kak izziv, pa si mislim, pa daj punca, če si to zmogla, ko si bila stara 18, 20, neki tuji deželi, kaj ti bo zdaj izziv? Ful te opogumi tudi za nadaljne življenje, ful širše gledaš in res se ti zgodi neka osebna rast. Manj si mogoče kritičen ali pa bolj ceniš, kaj imamo doma in bolj širino gledaš, kaj je drugače v tujini. Res ti da širino in izkušnje, ki so ti temelj za marsikaj. In jaz pogosto rečem, da s tem, ko smo mi zdaj šli v Salvador, je to po mojem za otroke največje možno darilo. Ne samo v smislu jezika in vsega tega, ampak te osebne rasti, ne. Sploh, ko jih opazujem, kako so se povezali, zaljubili, kako hitro so to sprejeli kot nek drug dom, je to res darilo. Tako da, vsi v Erasmus, ampak greva zdaj mi dve k jeziku. Okay. Bi zase rekla... Ja, ker pa zakaj Finska? Aha, jaz sem pa študirala politologijo in Univerza za mednarodno politologijo oziroma za diplomacijo in mednarodno politiko je v bistvu zelo priznana v mestu Turku na Finskem. In takrat so ene 3-4 variante univerz po Evropi bile na voljo in Finska se mi je zdela tako eksotična, tam še nisem bila. Vem, da je Skandinavija zelo lepa, to sem se zavedala že takrat in enostavno se je nekako bralo in govorilo, da je ta univerza najbolj priznana na tem področju, kar sem si jaz želela študirati, ker sem se vedno videla v nekih diplomatskih vodah, v to smer sem tudi šla in študirala. Tako da ni bilo kaj dosti oklevanja, no, ta je bila najboljša. In je bila tudi fantastična izkušnja v vseh pogledih, no, in čisto iz vidika akademskega znanja do prijateljskih vezi, ki jih še danes nekaj vzdržujem. Prav z eno punco iz Litvenije ohranjava stik in se vsake 2-3 leta kje srečava. Tako da čudovito, no, res. In tudi možnost potovanj, izletov, vse, kar smo tam počeli in tudi zaslužka, da sem si lahko financirala, je bilo vse na dlani in čudovito, no. Ful dobro, res. Kaj pa jezik? Ja. Je bila pa angleščina, zato ker cel faks je v angleščini, tako da moram biti iskrena, da je finščina prvič zelo težka, pa zelo specifična, ne rabi še veliko v življenju, ne. Tako da se razen nekaj osnov nisem posvečala jeziku takrat nič, ker je bilo treba ful dosti izpitov narediti, pa nisem videla nekega motiva, kaj si bi s finščino v življenju, tako da iskreno se nisem nič kaj poglabljala in danes znam še mogoče 5 besed, tako da to je to, no. Okej, ampak tako si opisala, ne, blazno si talentirala torej za petje, je kaka smer petja, kaj si, solo, opera, kaj je tvoja specifika? Opera. Opera, moj bog, bravo, wow, kje te lahko slišimo? Tu moram kak link zraven pripeti. Trenutno sem najbolj aktivna v opernem zboru na Tenerifih, tu imamo eno operno hišo, tako da tu pa vsake toliko kaki solo projekt pride, recimo zdaj je bilo za Božič, pa zdaj bo za okoli velike noči, tako.
Wow, carica, bravo. No, ampak očitno si talent tudi za jezike, ne? Nemščina, angleščina in potem španščina. Povej mi, kako bi mogoče opisala klasičen način učenja. Moraš biti zelo brihten, moraš sedeti ure in ure. Kako se nekdo nauči po čisto naši klasični metodi, šola, sedenje, tečaji jezika? Koliko let traja? Kako bi opisala to, no? Komu je to namenjeno, komu je primerno? Komu je primeren šolski sistem? Šolski sistem je, jaz mislim, da predvsem primeren tem ljudem, ki, tako si rekla, ki nam jeziki ležijo, pa mogoče niti ni to pravi izraz reči, da ti jezik leži, ampak da ga imaš rad. Dejansko, da je nekaj, za kar se zanimaš. In če je to od začetka klika, rečemo od prve ure, funkcionira, polje jezik tvoj. Ampak problem nastane pri tem, da v tem našem šolskem sistemu, vse smo vsi začeli enkrat z angleščino, pa z nemščino, v Sloveniji se vseeno en ali pa drugi jezik, prvo, kaj naredijo, je, da te se učijo slovnico. In če ti nečesa nimaš rad, se to zatakne. Ker ne boš rinil skozi to, če ti je zanimivo. To pa je težji del, če tako pogledaš, ne? Ja, in cel sistem je zgrajen na tem. Če tega ne osvojiš, potem nikoli nisi sposoben govoriti jezika. Kar v bistvu pri LMA pa se gre po kontrapoti. Tako da jaz bi to mogoče izpostavila. Pa tudi res je pomembno to, kak si po osebnosti, koliko si upaš. Ker te je sram govoriti, če upaš delati napake, ne? V tem smislu. Tako. Ja, se strinjam. Ok, se pravi, ko si se odločila za Kanarske, kakšno je bilo tvoje predznanje španščine? Moje predznanje španščine je bilo, kaj pa jaz vem, če bi mogla oceniti od 1 do 100%, bi rekla, da sem bila na enih 20. Tako da sem razumela kar, govorila, ne bi se zgubila glih, no bi prišla sem, bi se znala naročiti hrano v gostilni, take stvari, ja, za, ne vem, študirati tu, pa niti slučajno. Ne vem, pevske terminologije. Kako ti je pa bilo to znanje španščine? Teh 20% iz nadaljevank, televizije? Ne toliko iz nadaljevank televizije, ampak jaz sem hodila na nemške kurse, preden sem šla v Avstrijo v srednjo šolo in v bistvu sem tam spoznala dosti ljudi iz Latinske Amerike pa iz Španije in v bistvu sem se od njih naučila, ker je bilo njim v nekem trenutku lažje komunicirati v španščini z mano, kot pa v nemščini. Zanimivo. Torej nisi se učila na klasičen način, ne? Ampak zelo spontano in pogovorno, kar je največ vredno. Ne? Okay. Pa prvi konec, tak da. Vidiš, to je tudi ljubezen, je prava smer do jezika. Res je. In ne samo do francoščine, do katerega koli. Ja. Okay. In zdaj, ko si se odločila, recimo, kaj se je zgodilo, da si naletela na LMA? Mogoče, da omenim še jaz. Kot veš, ne, ko smo mi se odločili, da gremo živeti v Salvador, to je bilo nekje marca, sem prvič pomislila, o moj bog, kaj pa jezik? Tam zelo slabo govorijo angleško, otroci bojo v stiku s španščino, jaz ne bom znala nič, ne? Moramo osvojiti vsaj neke osnove, nujno. Prijateljica Tamara mi je omenila LMA, potem sem se z njimi srečala, naredila sestanek in sem rekla, wow, ne, to pa je res nekaj novega. Zdaj pa ti vseeno o tem veš mnogo več, pa mogoče čez to zgodbo, kako si jih našla ti oziroma tvoj fant, kako se je začelo to tvoje učenje in kje vidiš zdaj recimo ključne razlike? Prej si že rekla, tu je kontrapot, ne slovnica v začetku, ampak popolnoma drugačen pristop. Ker pa si danes tudi njihov coach, je prav, da več o tem poveš ti kot jaz. Jaz sem navdušena, mislim, da je pri meni in pri Mihatu to dalo tisto zagon, preboj, sigurno je iz mene iz 0% spravilo na 20, 30, 35, res v zelo kratkem času, 2 mesecev pred odhodom in potem seveda se je samo še nadgrajevalo. Ampak beseda je tvoja, evo, povej. Ja, v bistvu, tako si rekla, v mojem primeru je bil, rečemo, krivec za to moj fant, ki se je odločil, da gre z mano na izmenjavo kakorkoli in je on to nekaj iskal po Facebooku in je našel oglas od Mateja, ki je razlagal o tem, kako ta metodologija deluje in predvsem ga je pritegnilo to, da je bilo res 28 dni, ker midva smo bila v zelo podobni situaciji, midva smo šla konec septembra, on je pa to videl, ne vem, junija ali julija, nekaj od tega je bilo, v glavnem par mesecev časa, da smo se odločila. In pol v bistvu on meni niti nič ni povedal in se je sam zmenil za sestanek.
In potem se je on dobil z Matejem in sem jaz bila slučajno doma, in ker se pač jaz rada vštulim, kdaj kam, ne. Oziroma se, to nekako se temu po slovensku prav reče, se povabim, tudi če nisem vedno povabljena zraven. In sem prišla zraven. In sem jaz bila totalno fascinirana itak in potem smo rekla, ok, verjo, gremo, akcija bomo probala. Čeprav tudi tega se bomo dotaknile, ne, finančna plat je bila za naju v teh, rečemo, mladih letih pa na taki prelomnici življenja kar en veliki, ne vem, vprašaj, no, rečemo temu tako, ali pa nekaj, kar bi te lahko zavedali s tem. Ampak dejansko smo vedela, da nimamo druge, da pač moramo zdaj investirati v to. In je to bila ena izmed najboljših odločitev v mojem življenju. In najbolj, kar mi je bilo res najbolj fajn, je to, da od začetka torej dobiš ti dostop do teh nekih orodij in si lahko v bistvu sam ustvariš nek nivo. Torej, če si čisti začetnik, ti da ekipa čas, da vseeno pripelješ samega sebe na, ne samo čas, tudi natančna navodila. Kako priti do nekega nivoja. Tu sem samo jaz vštulim tebi in tu ni besede slovnice. Tako. Besede slovnice in še nekaj. V šoli, nad katero sem jaz, to je lahko svoja debata za naslednjih 50 ur, šola britanska, v katero hodijo naši otroci tukaj, ne, počne enako. Oni v bistvu do 6. razreda, ko se iz primary v secondary school prelevi, ne govorijo o slovnici pri jezikih, ne. Dobeni slovnici, ampak besedni zaklad, vocabulary, govorenje in v bistvu, ko ti slovnico znaš nevede skozi pogovorni jezik, ko ti jo bo potem nekdo razložil, zakaj je I'm sleeping, ne, continuous, zato ker zdaj v tem trenutku spiš, ti bo logično in boš to mnogo lažje osvojil, kot pa če greš ti iz teorije. Tisto, mislim, zame, ko nisem imela časa, pa tako ti, mene bi izgubili, da bi mogla se dudlati neka pravila, katero končnico že dodam, če je ta čas, o moj bog, ni. Plus, a se strinjaš, da ko greš nekam tak živeti, ti lahko delaš napake, ti ne rabiš vse povedati v pravilnem času, pravilno vse. Mislim, se ne greš pisati mature na drug konec sveta, ampak se moraš znajti v vsakodnevnem življenju, ne. Sorry, no, nadaljuj. Hotela sem samo povedati, da tudi tukaj imajo pristop, kjer je slovnica sekundarnega pomena, no. Res je. Točno tako si ti rekla, če se zdaj navežem na tebe, da se v bistvu, ne vem, v tej šoli, ko si rekla komaj po, ne vem, 6 letih, ne, si rekla, in v bistvu slovnica zato, da ti pripelješ svoj nivo to the next level, rečemo temu tako, ne pa za začet, ker tu bolj, tako si rekla, te zgubijo. Tako javno, mene bo to najbolj všeč, da so mi dejansko dali neke vsebine, v katerih sem jaz uživala. In v bistvu se tu proces učenja zgodi, lahko rečemo, skoraj kot sekundarni produkt. Torej, ti nekaj bereš, nekaj poslušaš in v tem uživaš in pol kar naenkrat to znaš. Sicer moraš. Tu lahko to dodava, ne? V vseh tečajih, ki obstajajo in v šolskem sistemu, predvsem pa vseh jezikovnih tečajih, so knjige, učbeniki, delovni zvezki, njihovi print listi in skripte in karkoli ti dajo za učenje, že predpripravljeni in ti dobiš to na mizo. In to dobi Franska, Lojska, Angelca in Matej. Vsi dobijo isti učbenik, kjer piše nekaj o Big Bangovi uri v Londonu, pa nekaj o geopardu, pa nekaj o rastlinah, pa malo o, ne vem, politiki, pa o najbolj hitri kači in ne vem kaj vse. In koga zdaj točno to zanima, ne? Vsakega mogoče drugo poglavje in ti se moraš dudlati in učiti vocabulary in neke besede in pravila iz tekstov, ki so ti ono že z teksta ne bi šel nikoli na novicah prebrati, ker ti je v tej kači res dol visine. Tu pa je kontra, ne? Pri LMA metodi se pa, jaz sem tako doživela, ti pa veš več zdaj, jaz sem doživela, da se oni v bistvu malo tako psihološko poglobijo v človeka in te probajo tako temeljito izprašati, kaj so tvoji interesi, da ti oni pripravijo personalizirane vsebine. Tako da ni samo, da je tisti neki članek ali tema, res te zanima kot taka, ne. Recimo, jaz sem bila zelo pragmatična. Jaz sem rekla, kaj vse je za videti v Salvadorju? Vi mi pripravite vse atrakcije. A razumeš, da to bi jaz naredila takoj
zatem, ko bi mi sem prišli, kam lahko gremo na izlete, kaj si je vredno pogledati, kam lahko grem z otroci, kam lahko grem za 3 dni, kam za 1 dan. In oni so meni te vsebine pripravili v španščini. Moj interes je bil dupl, ker jaz sem hotela vedeti, kam lahko gremo, recimo, ne. Potem druga stvar, vedela sem, da bom imela ogromno hišo, da bo treba kuhati za otroke in da imam hišno pomočnico brez izobrazbe, ki govori izključno špansko. Mene je zanimalo, kako naj njej povem, kaj bomo jedli, kako radi jemo, kako se lika, kako se pere. Vse te izraze v zvezi z pogovorom, prosim, hvala, več tega, bolj mrzlo, večjo količino, ne toliko olja, so mi spet te vsebine pripravili. In to je razlika, ne. Meni se je to zdela ključna razlika, medtem ko pri Mihatu, ki je pa vsem stopil takoj v poslovni svet in je mogel zaposlovati ljudi in je mogel vsakemu potencialnemu novemu sodelavcu, kjer marsikdo tudi ni govoril skoraj nič angleško ali pa zelo malo, je mogel predstaviti, kaj bo njegovo delo, kaj prihaja. Sicer je imel zraven pomočnico, ampak Miha to pove z večjim žarom, ker je produkt in vse skupaj njegov baby. In valjda je hotel to sporočiti v španščini, da ga bojo razumeli in so mu te vsebine pripravili. To je meni bila ključna začetek, no. Ja, res je. Jaz sem zdaj se v bistvu ful našla v tem, ko si ti to razlagala. Jaz tudi recimo sem imela podobno situacijo za Tenerife. Jaz sem tudi rekla, okej, daj, bom se nekaj o Tenerifih naučila. Druga zelo specifična stvar, ki je bila, pa bilo petje. Itak, kako bom zdaj prišla tu profesoru, pa mu razložila, ne vem, da ne znam dvigniti mehkega neba, ali pa ne vem, v kakšni poziciji imam jezik, ali pa prepono, ali pa rebra, veš, take stvari. In so mi to vse dali. In še, kaj je najbolj pomembno, jaz vedno rečem našim avanturistom, da je v bistvu force of relationship oziroma sila prijateljstva, torej ta naveza, ki jo ti ustvariš s svojim jezikovnim sopotnikom oziroma z naravnim govorcem, this is where magic happens. Torej to je to, kjer se v bistvu res zgodi čarovnija. In meni so dali Mar, ki smo še zdaj, prvo smo sodelavke itak, ampak smo tudi prijateljice in smo v bistvu na vsakodnevni bazi v kontaktu. In smo imele zelo močno povezavo, zato ker ona je tudi živela na Tenerifi. Recimo točno to, kaj si rekla, ne? Da te v bistvu naštudiramo kakorkoli in ti res damo ne samo prav content oziroma prave vsebine, ampak tudi pravo osebo.